Pozdravljeni, dragi učenci, pozdravljeni, dragi dijaki, in lep pozdrav na te vaše korona čitnice. Upam, da se strinjate z mano, da gre za izjemno posrečen izraz za tako specifično obdobje, v katerega smo nekako zdaj ujeti ali v katerem smo se znajdli, za obdobje, ki niso niti počitnice, pa niti ta prava šolanje, čisto, in lahko zato čisto mirno to poimenujemo korona čitnice. Izjemno srčno upam, da vas to moje sporočilo najde vse zdrave tudi vaše najbližje, da niste zboleli, da ste se nekako uspešno obvarovali virusa. Bolezen je eno tako stanje, ki nas lahko zelo prizadene, ki lahko zelo resno ogrozi naše življenje, naše zdravje. In seveda si nihče od nas ne želi, da zboli kdo od nas, naših ljubljenih, naših bližnjih. Načeloma tega ne privoščimo tudi drugim. In iskreno upam, da se nihče od vas v tem ni znašel. Tisti, ki pa vendarle ste se, vam želim veliko poguma, da zdržite, prestanete, da vmes najdete načine, kako si pomagate, vi ali bodisi vaši bližnji oziroma vam vaši starši, vašim staršem, drugi, in da s pogumom vztrajate do konca. Ne pozabite, obkroženi smo s številnimi dobrimi zdravniki, medicinskimi sestrami in drugimi, ki se trudijo za našo varnost in zdravje. Številnim so že pomagali in zagotovo bodo tudi vam. Naj vas ob tem ne obdaja obup ali strah, ker ta dva ne bosta pomagala, da ozdravite. Fino je, če ostanemo kar se da pozitivni in verjamemo v en dober cilj, v eno dobro izhodišče. Ob tem bi seveda vsi tisti, ki se srečujete z drugačnimi izzivi, strahovi in negotovostmi, nekateri namreč imate izkušnjo, da so vaši starši v teh okoliščinah izgubili službo, ali da so nekako ostali brez vira dohodka, da je njihova služba morda pod vprašajem. Tudi vas naj povsem ne zajame zaskrbljenost, tudi za take oblike situacij in stisk v naši državi obstajajo oblike pomoči in verjamem, da jih bo deležna tudi vaša družina, zato naj vas ne zajamejo in objamejo preveč skrbi odraslega sveta. Dajmo si raje pogledati, kje so tiste stvari, ki pa jih vi imate moč reševati. Kaj so tisti izzivi v teh korona čitnicah, za katere pa vi lahko poskrbite in lahko celo na njih vplivate, kako bodo potekali. Recimo skrb za vaše prijateljske stike, za biti povezani s prijatelji in z vašimi vrstniki, sošolci. To je zagotovo nekaj, kar se vsi komaj veselimo in komaj čakamo, da bo teh korona čitnic konec, ker zagotovo ta del najbolj pogrešamo in verjamem, da tudi vi. Pa vendarle to ne pomeni, da če ne moremo imeti fizičnega stika, ne moremo na drugačen način skrbeti za naše odnose in naša prijateljstva. Razmislite, kako se lahko slišite, kaj lahko za prijatelje naredite na daljavo, kako lahko poskrbite za vaše stike in ne čakati, da bodo oni poklicali vas, kar pokličite jih. Dajte si povedati vse, kar bi se sicer povedali v šoli, kar se vam dogaja, kako doma preživljate zdaj ta poseben čas, kako ste se že navadili na nove okoliščine in kako se niste, kako so starši sitni in kako niso, če niso. Skratka, poklepetajte, podelite svoje življenje, povezujte se in ne čakati, da bodo počitnice mimo. Ko pa bodo mimo, se bomo vsi vrnili nazaj v ta naša okolja, v naše skupne prostore, vi v šole in tam boste ponovno fizično na štiri oči v živo lahko srečali svoje prijatelje. Vsi bomo nekoliko spremenjeni, saj bomo vsi za seboj imeli neko izkušnjo, ki bo pustila, bom rekla, en pečat ali pa barvo na naših osebnostnih svetovih. Navzven bomo pa še vsi bolj ali manj izgledali isto, razen tisti, ki boste v tem času še dodatno kaj zrastli, ali si dovolili, da vas mogoče kdo od družinskih članov kaj postriže, pobarva ali kaj podobnega. Sicer pa ne pozabite, prijateljstvo ne mine kar tako.
Sedaj, ko smo vsi v nekih takih posebnih razmerah, prijateljstvo pa ostaja. In ko boste prišli nazaj in si samo začeli med seboj deliti svoje zgodbe, boste hitro začutili, kako ste še vedno prijatelji in kako ta razdalja, ta čas, ko ne morete biti na isti način skupaj kot prej, ni ogrozila prijateljskega odnosa. Tako da s svojo možno kreativnostjo razmišljajte, kako boste v tem času poskrbeli za vaše odnose, prijateljske odnose. Nekatere vas pa najverjetneje že malo skrbi, kako se bodo iztekali naslednji meseci in ali se bodo zares uresničile tako imenovane grožnje in napovedi, da se morebiti šola zavleče tudi v poletne počitnice. Izjemno bi mi bilo žal in zagotovo bi se mi zdelo še kar neprijetno, morda celo malo krivično, če bi se vam to zgodilo. Še posebej, ko verjamem, da se v tem času precej trudite slediti vsem nalogam, ki vam jih učitelji pošiljajo po svojih močeh, nekako delate to, kar vam zadajo, in to na nek način tudi vzame en svoj čas in vaš trud in vašo voljo. Zato bi mi bilo zelo žal, da bi se v takih okoliščinah znašli. Res pa je, da smo v teh okoliščinah prvič, da pravzaprav vsi mi se sprašujemo, kam bo to peljalo, kako se bo to razvijalo, kako dolgo. Zato nihče ne zna čisto dobro predvidevati, kaj nas čaka, kaj sledi, kako se bo smiselno odločati, kaj bo smiselno narediti. Kar pomeni, pred prihodnjimi meseci so veliki vprašaji. In ravno zato, ker ne vemo, kaj v resnici bo, bi bila izjemna škoda, če bi vaša energija, vaša volja, vaše razpoloženje zdaj šlo v eno zaskrbljenost, ki pravzaprav niti ne vemo, a bo se v tej smeri situacija razvijala ali ne. Zato si ne oblikujte zdajšnjega trenutka in današnjega dne s to zaskrbljenostjo. Raje probajte dati v tem trenutku od sebe največ, kar lahko, kajti to se vam bo vedno obrestovalo, ne glede na to, a bo se šolski urnik zavlekel, a se ne bo. Bo vse to, kar danes naredite, imelo ene pluse in eno dobro naložbo tudi v prihodnosti. Skrbi pa poskušajte v maksimalni meri odložiti, kajti v tem primeru vam skrbi pravzaprav prav nič ne pomagajo k temu, da se takega morebitnega rezultata rešite ali pa ga prikličete. Tako da ta zaskrbljenost, razen da se boste danes in v tem času slabo počutili, ne bo k ničemer pripomogla, kvečjemu vas bo ovirala. Zato jo raje odložite na stran in iz današnjega dneva potegnite, vzemite najboljše možno in v njem pustite najboljše možno, in na ta način pričakajte naslednji dan. Ne se zadrževati v svojih stiskah, pač pa raziskujte veselje, dajte stisko ven in potem korak naprej proti veselim stvarem. Vsi tisti, ki ste pa v tem času zaznali otroke, morda tudi mladostnike, ki se jezijo na svoje starše, da so jim povzročili vso to neugodje, prepovedali stike z vrstniki in tako naprej, jim pa lahko pomagate raziskati pravzaprav pravo plat te zgodbe, da tega niso povzročili starši, pač pa je to povzročil koronavirus. In če boste to morali razložiti in to raziskovati z mlajšim otrokom, bo pri tem zelo pomembno, da mu vso situacijo predstavite čim bolj jasno, čim bolj praktično, čim manj abstraktno, ker si z abstraktnostjo manjši otroci ne zmorejo pomagati, ker je ne razumejo. Kar pomeni, da boste morali pri tem uporabiti malo svojih kreativnih idej, kako na čim bolj praktičen način, čim bolj konkreten in jasen način otrokom predstaviti virus, kako ta virus na nas vpliva, zakaj smo sedaj morali prilagoditi življenje, tudi do te mere, da ne moremo na naša igrišča, da se ne moremo družiti s prijatelji. Sem prepričana, da boste imeli dobro idejo in da se boste pri tem zelo dobro znašli.
Tako da na plan z vsemi svojimi spretnostmi, kreativnostjo, sposobnostmi, da lahko približate tudi drugim, svojim vrstnikom ali mlajšim, stanje in razlago, v čem smo se znašli in zakaj je tako. Za zaključek pa spodbuda. Situacija, v kateri smo se znašli, je prinesla kar nekaj izzivov, ovir, hkrati je pa prinesla tudi enih pozitivnih priložnosti. In sicer v tem obdobju bomo morali biti zelo kreativni, kako preživljati čas na omejenem prostoru, z omejenimi stvarmi, kako končno tudi razvijati eno šolsko vsebino, stvari, ki se jih morate učiti, kako si postaviti svoj urnik tak, da vam bo res pisan na vašo kožo, da boste lahko maksimalno iz teh dni povlekli, kako živeti v naravi, kako se znajti v naravi, kako končno se znajti tudi ob tem, da obvarujemo svoje zdravje, svoje telesa in svojo dobrobit. In to bo pomenilo, kadar moramo razvijati neke nove načine, nove pristope, morajo biti zelo aktivni naši možgani. In takrat možgani tudi razvijajo nove povezave, krepijo nove spretnosti, nove sposobnosti. In če smo mi v možganih razvili nove spretnosti in sposobnosti, pomeni, bomo to imeli tudi potem za celo življenje. Smo postali bolj spretni, smo postali bolj sposobni in bolj iznajdljivi. Tako da ta čas prinaša priložnost, da tudi mi lahko razvijamo naše možgane. In s tem postajamo tudi mi sicer bolj spretni, tako socialno, kot v raznih konkretnih aktivnostih, konkretnih primerih, duhovno. In to pomeni, da lahko zdaj v tem času zelo intenzivno razvijate tudi sebe. Iz dni, ki so nam v tem posebnem ritmu namenjeni, dajte potegniti maksimalno dobro za en svoj razvoj, za učenje novega, za razvijanje novih spretnosti, novih kreativnosti. Naj bo pri tem maksimalno zabavno. Skrbi, ki pa jih nosite, jih dajte podeliti z odraslimi. Jih dajte podeliti z odraslimi zato, da dobite tudi odzive, da dobite odgovore in da tega ne nosite sami. Sicer pa na vsako skrb pripeljite tudi 3 pozitivne misli v svoje razmišljanje in se za vsako skrb probajte spomniti 3 lepih stvari, 3 dobrih stvari, 3 pozitivnih stvari. In boste videli, kaj se bo zgodilo z vašim vzdušjem. Pogumno naprej v teh koronačitnicah.